tako kot smo lansko leto že pred novim letom sprejeli program gospodarskih javnih služb, tudi letos želimo loviti ta termin, tako da lahko začnemo takoj po novem letu že uporabljati, se pravi, novi odlok oziroma nov cenik. Moram reči, da v letošnjem letu kakšnih posebnih sprememb v cenah ni bilo, tako da smo nekako po pogajanjih uspeli dobiti pač cene, ki so nekje enake lanskim. Res pa je, da če določeni parametri ne bodo izpolnjeni, predvsem predvidene povečane količine, potem bi znale v naslednjem letu biti cene tudi nekoliko višje. Ampak mislim, da tudi sicer ni nekako primerno, da bi v letošnjem letu mogoče izvajali več investicij, ki tudi gredo na nek način v te cene. Gre, mislim, predvsem na investicijsko vzdrževanje, zamenjave števcev in podobne zadeve, tako da nekje, kot sem rekel, so cene nekje enake. Skupna poraba za individualno rabo, se pravi, gre za te porabe, ki jih sicer posamezni občani plačujejo preko položnic, znaša nekje okrog 4,8 milijona evrov. Kolektivna raba, se pravi urejanje tistih skupnih zadev, kot naprimer razsvetljava, potem urejanje cest in podobno, pa znaša nekje okrog 3 milijone evrov, tako da skupaj se približuje stroški komunalnih javnih in gospodarskih javnih služb nekje okrog slabim 8 milijonom. Se pravi, predvidevamo, da bi na današnji seji dodali k dnevnemu redu tudi dodatno točko, to je točka za oprostitev določenih stroškov gospodarskim organizacijam, ki zaradi teh situacij ne morejo delovati. Je sicer namenjenih nekje tam do 30 tisoč oziroma slabih 30 tisoč evrov za te namene, sicer pa dodelitev teh sredstev ne bo avtomatska, ampak na podlagi vlog in dokazil, da v resnici podjetje ni moglo poslovati zaradi ukrepov vlade.